Udarna novica tega tedna. Ethereum ETF je odobren. Kaj to pomeni za naš kriptotrg? Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Lep pozdrav in dobrodošli v seriji Crypto Pulse, kjer vsak teden pregledamo sveže novice iz kripto sveta. Preden pa nadaljujemo, bi imel še eno pomembno obvestilo za vas. Tokratna epizoda je zadnja na tem Cryptomat kanalu. Vse nadaljne epizode bodo na kanalu Cryptomat Slovenija. Tako da ne se pozabite naročiti na YouTube kanal Cryptomat Slovenija, da ne boste slučajno kakšne epizode zamudili. Povezavo do tega kanala lahko najdete spodaj v opisu in pri petem komentarju. Pa da vidimo, katere novice si bomo ogledali danes. Kot sem že omenil, Ethereum ETF je bil odobren. Kaj to pomeni za kriptotrg? BlackRockov Bitcoin ETF je doživel velik porast zanimanja. In pa ta teden smo praznovali še en zgodovinski dogodek, to je Bitcoin Pizza Day. Poleg tega pa si bomo še dodatno ogledali kriptotrg in gibanja cene na njem, še sploh na Bitcoinu in Ethereumu preko tehničnih analiz. Kar precej stvari nas čaka, zato jaz predlagam, da kar začnemo. Wow, Ethereum ETF je pa kar odobren. To je vsekakor presenetljiv obrat Ameriške komisije za vrednostne papirje, SEC, ki je odobrila ETF-e za Ethereum. Trg je bil na nek način kar šokiran, ker nekateri so pričakovali zavrnitev. Cena Ethereuma trenutno niha okoli $3800, kar je sicer manj od dnevnih vrhuncev pri $4000, a tudi občutno več od dnevnih minimalnih vrednosti pri $3520. Odobritev 8 ETF-ov s fizičnim Ethereumom strani SEC naj bi dvignila ceno Ethereuma, saj bodo na trg vstopili institucionalni vlagatelji. Zdaj, podobno se je zgodilo tudi pri Bitcoinu, katerega cena je po odobritvi ETF-ov dosegla nove rekorde. In tudi Ethereum bi lahko sledil temu izgledu. Trenutni rekord pri Ethereumu znaša okoli $4900, kar je za 28% več od trenutne vrednosti, ki jo imamo. ETF-i naj bi prinesli več likvidnosti v ekosistem Ethereuma, kar bi pospešilo njegovo uporabo, razvoj in aktivnost. In prav tako naj bi tudi pomagali utrditi Ethereum kot vodilno platformo za pametne pogodbe. Ampak ne smemo pozabiti, tukaj je tudi možnost kratkoročnega prodajnega pritiska, ki je ponavadi ob potrditvi odobritve ETF-ov. Točno to se je tudi že zgodilo pri Bitcoinu. Nekateri trgovci namreč počakajo na potrditev pozitivne novice, preden realizirajo dobiček. To je torej una metoda buy the rumor, sell the news. Ali, če prevedemo v slovenščino, kupi govorice, prodaj novice. No, ob predpostavljenem povpraševanju po ETF-ih in njihovem začetku bi cena Ethereuma lahko kmalu presegla $4000. Ampak to še ni vse. Odobritev ETF-ov razjasni tudi regulatorno situacijo Ethereuma v Združenih državah. Predtem je namreč obstajala negotovost, saj naj bi SEC razmišljal o razvrstitvi Ethereuma med vrednostne papirje. No, zdaj pa velja, da je Ethereum digitalno blago, podobno Bitcoinu. To je izredno pomemben razplet. No, trenutno kazalniki kriptovalut nakazujejo na ponoven test marčevskih vrhov pri $4100, tam nekje, in bi lahko cena Ethereuma hitro dosegla celo rekordne vrednosti iz leta 2021, tam nekje pri $4900. In smo pri naslednji novici. BlackRockov Bitcoin ETF je doživel velik porast zanimanja. V torek je predstavljal kar 95% celotnega pritoka v borzo s fizičnim Bitcoin ETF v Združenih državah. Skupaj so ti ETF skladi prejeli več kot $300 milijonov, kar je znaten zagon za trg. Predhodni podatki družbe Fairsight Investors razkrivajo, da je BlackRockov iShares Bitcoin Trust, IBIT, 21. maja prejel velik priliv v višini $290 milijonov. Če upoštevamo vseh 11 izdajateljev ETF-a skupaj, je neto priliv znašal $305,7 milijona. Tukaj gre zlasti za prelomnico trenda ničelnih ali minimalnih prilivov v zadnjih 6 tednih.
Povečanje prilivov v BlackRockov ETF je največje od 5. aprila, saj presega skupne prilive v zadnjih 21 trgovalnih dneh. V okviru nestanovitnega ralija Bitcoina so fizični Bitcoin ETF v zadnjih 4 trgovalnih dneh prejeli več kot $1 milijardo. Ob upoštevanju najnovejših dnevnih podatkov je BlackRockov IBIT od svojega lansiranja zbral skupaj $16 milijard prilivov, poroča družba Fairsight Investors. Vendar pa uradna stran prikazuje sredstva v višini $19 milijard. S tem se tudi BlackRockov IBIT tesno približuje vodilnemu v panogi Grayscale, katerega GBTC spot ETF ima po uradnih evidencah $20 milijard sredstev pod upravljanjem. Po drugi strani, Grayscaleov GBTC 21. maja ni zabeležil nobenega priliva, s čimer se je podaljšala serija 5 zaporednih trgovalnih dni brez odlivov. Medtem pri pomembni številki prilivov v torek ni manjkalo odlivov. Sklad VanEck Bitcoin Trust ETF je zabeležil odliv v višini $5,9 milijona, sklad Bitwise Bitcoin ETF pa odliv v višini $4,2 milijona. Sklad Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund je zabeležil manjši priliv v višini $25,8 milijona, preostali ETF skladi pa niso poročali o pomembnih spremembah. V tem tednu smo praznovali še en zgodovinski dogodek v kriptosvetu in to je Bitcoin Pizza Day. To je dan, ko se je začel Bitcoin e-commerce ali kriptotrgovina, če lahko tako nekako prevedemo. 22. maj praznujemo kot Bitcoin Pizza Day, saj obeležuje prvi nakup s to kriptovaluto v resničnem svetu. Leta 2010 je programer Laszlo Hanjec, jaz upam, da nisem razmesaril njegovega imena, za 2 pici Papa John's plačal kar 10,000 bitcoinov. To zveni kar neverjetno, kaj ne? Toliko denarja za 2 pici. Ampak takrat je bil Bitcoin povsem nova in nenavadna digitalna valuta, vredna le drobnega dela centa. Plačilo Laszla, zgodnjega navdušenca nad Bitcoini, je tako postalo legendarno. In to je v bistvu pica, ki je začela vse. Spomnimo, da je bil Bitcoin leta 2010 v povojih, njegova vrednost pa minimalna. Plačilo 10,000 bitcoinov je takrat znašalo okoli 41 ameriških dolarjev. Ampak danes bi bilo pa teh 10,000 bitcoinov vrednih več 100 milijonov dolarjev, kar pomeni, da gre za najdražji nakup pice v zgodovini. Čeprav je zabavno razmišljati o trenutni vrednosti bitcoinov, je Bitcoin Pizza Day pomemben predvsem zaradi nečesa drugega. Pokazal je, da se Bitcoin lahko uporablja kot prava valuta, ne le kot digitalna zanimivost. Ta preprosta transakcija je pomagala tlakovati pot razcvetu kriptotrgovine. Bitcoin Pizza Day nas spominja, kako daleč je prišla kriptovaluta od tistega prvega na videz preprostega nakupa. In to je od pice do potencialne revolucije trgovine. Bitcoin in druge kriptovalute kažejo potencial za preoblikovanje načina, kako kupujemo in prodajamo blago in storitve. Glede na prihodnost se zdi nadaljna rast in sprejemanje kriptotrgovine neizbežna, kar obljublja bolj raznoliko in inovativno finančno področje. Pa si poglejmo, kakšno je kaj stanje na kriptotrgu. Kot običajno bomo šli skozi prvih 10 kovancev na CoinMarketCap. In pogledali bomo, kakšna je kaj razlika od prejšnjega tedna. In tukaj takoj vidimo, Bitcoin je šel gor za skorajda 4%, Ethereum v pričakovanju, Ethereum ETF-a, je šel za kar 28% gor. Ether je malček padel, ampak to je v bistvu stablecoin. BNB je šel gor za skoraj 5%, Solana za skorajda 9%, USDC, tudi stablecoin, XRP je šel gor za 1,27%, Dogecoin za slabih 6%, Toncoin pa za 7,39% dol, torej je padel. In na to imamo še Cardano, ki je šel za 1,36% gor.
Pa si poglejmo zdaj najprej Bitcoin. To je dnevni graf in imamo Bitcoin napram dolarju. Če se morda spomnite iz prejšnjega videa, smo izrisali tole bikovsko zastavo, tale drog, te rasti, ki smo jo imeli prej, in tukaj imamo tale padajoči kanal. Rekli smo, da če dobimo preboj tegale padajočega kanala, ima potem Bitcoin možnost, glede na tale drog, ki smo ga prestavili na možno točko preboja. No, v tem primeru ima Bitcoin potem možnost priti vse do 100.000. Saj veste, tistih težko pričakovanih 100.000. No in mi smo zdaj ta preboj dobili. Dobili smo preboj te zgornje meje tegale kanala, kar je super. Ampak treba je zdaj paziti. Ta zgornja meja tega kanala je zdaj naša podporna meja in ta meja mora zdaj vzdržati, da se ta vzorec lahko izvede. Torej, ne smemo zaključiti svečk pod to zgornjo mejo tegale vzorca. V nasprotnem primeru, če ta meja ne bo vzdržala, imamo tukaj zdaj eno mini mejo, ki jo lahko gledamo, to je na tam nekje okoli 68.000. In naslednja je pa tale, ki jo že imamo označeno, to je na tam nekje od 61, pa 62, 63.000. Kot sem že omenil, te zgornje meje zdaj nikakor ne smemo izgubiti, če želimo videti, da se ta vzorec lepo nadaljuje in da pride Bitcoin do 100.000. Če pa ne bo vzdržala, bi to pomenilo, da imamo false breakout oziroma lažni preboj, in bi to tudi lahko invalidiralo tale vzorec. Tako da vse oči zdaj na tole zgornjo mejo. Če pogledamo spodaj, RSI nima nobenih takih posebnosti, nobenih divergenc. Mogoče bi se edino tukaj dalo potegniti kakšno skrito bikovsko divergenco. Kot vidimo, tukaj imamo pri RSI dno in dno na nekako isti višini. Medtem ko tukaj na gibanju cene imamo pa dno in pa višje dno, ampak tukaj moram poudariti še, ne vemo, če smo mi tukaj dejansko naredili to dno, tako da bo treba še malček spremljati. Se pa je stokastik RSI malček preobrnil, zaenkrat kaže, kot da naj bi se momentum obračal medvedom v prid, ampak tudi to moramo še malček počakati, da vidimo, kaj bo ven iz tega. Pa si poglejmo zdaj še Ethereum. In smo zdaj na Ethereum dnevnem grafu, tukaj imamo Ethereum napram ameriškemu dolarju. In tukaj tudi, če se morda spomnite iz prejšnjih videov, smo izrisali tale padajoči klin, ki je bikovski vzorec in se je izredno lepo izvršil. Samo pogledajte tale preboj ven. Kar se zdaj lahko zgodi je, da malček pademo in gremo testirati tole zgornjo mejo tega padajočega klina kot podporno mejo. In ta podporna meja bi tudi na nek način sovpadala s tole podporno mejo tukaj. Te podporne meje zdaj nikakor ne smemo izgubiti. Če jo izgubimo, to pomeni, da se vzorec invalidira, kar bi lahko tudi rezultiralo v medvedji izid. Je pa volumen izredno lep, izredno dober, to bi si vsekakor želel videti ob preboju takih vzorcev. RSI trenutno ne kaže nobenih posebnosti, tudi stokastik RSI je trenutno v prekupljenem območju, tako da bo treba še malček počakati pa videti, kaj se bo dejansko zgodilo. Tukaj ta svečka lahko tudi pomeni, da so vstopili prodajalci na trg in lahko dobimo tudi nek popravek, ki lahko pride do te spodnje meje. Tako da Ethereum se meni zdi vsekakor bikovski, ampak večkrat poudarjam, pri altcoinih je treba vedno spremljati Bitcoin, kaj dela Bitcoin. Ker pri precej altcoinih se je že zgodilo, da imajo bikovski vzorec, so ga že lepo prebili, pa potem se je Bitcoin spustil in potegnil za sabo vse altcoine. Tudi Ethereum. Ethereum ni imun. Tako da altcoini bi lahko rekli, da zahtevajo še več pazljivosti. Pa si dajmo zdaj na kratko še pogledati Nasdaq.
Dobro je tudi spremljati druge trge, kot vemo, so trgi korelirani med sabo, oziroma delniški in kriptotrgi so kar lepo korelirani med sabo. In tukaj vidimo izredno lepo rast, ampak trenutno se dela ta svečka, kjer kaže tudi tukaj, da so vstopili prodajalci. Tako da Nasdaq bi se znal zdaj malček spustiti, narediti kakšen popravek, da najde podporo. Kje bo naredil podporo, pa lahko sklepamo glede na meje. Tukaj imamo neko mini mejo, to je na 18.600 nekje, in pa seveda tudi tukaj, kjer smo se zadrževali kar precej časa. To je na nekje 18.300, 18.200. RSI mi tudi tukaj izgleda zelo ok, nima nekih divergenc, stokastik RSI pa je trenutno v prekupljenem območju. In zaenkrat še ne kaže znakov, da bi se obračal, oziroma da bi se momentum obračal medvedom v prid. Tako da ja, definitivno se splača spremljati tudi druge trge, kot je na primer tehnološki indeks Nasdaq, ki delujejo tudi kot neke vrste napovednik, kaj se zna zgoditi na kriptotrgih. Hvala vam, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Veseli bomo tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa tudi nas zanima, kaj si vi mislite o tej Sekovi odločitvi? Je to za vas super bikovsko ali morda ne toliko? Kar napišite nam spodaj pod komentarje in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Da pa ne boste kakšne epizode zamudili, se naročite na YouTube kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Torej še enkrat, ta serija se zdaj seli na YouTube kanal Kriptomat Slovenija. Tako da ne se pozabiti naročiti tam. Povezave imate spodaj v opisu in pripetem komentarju. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej, lep vikend, ki je pred nami, in se vidimo v naslednjem videu.